Pozdravljeni v oddaji Tempo, oddaji o parašportu in parašportnikih. Danes oddajo začenjamo že kar v avtu, ker gremo na ene super počitnice. Pridite z nami. No, in te super počitnice slišijo na ime Zimski paralimpijski tabor za družine. Poletnega že poznamo, zimski pa poteka prvič. Komaj čakam, da se podružimo in to izkušnjo podelim z vami. V oddaji pa si poglejte tudi tole vsebino. Predstavljamo vam najboljše parašportnike v letu 2023. Športno zgodbo družine Sajovic, letošnjo deluxe donacijo podjetja Lidl Centru Iris, zimske državne igre specialne olimpijade ter otvoritev razstave o parašportu na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Prelepa narava smučarskega centra Rogla gosti prvi zimski paralimpijski tabor za družine. Hotel tukaj na Rogli je za 4 dni njihov dom, glavna športna dvorana pa zasnežena pobočja. Preden se jim pridružim tudi jaz na snegu, pa se poklonimo našim najboljšim parašportnikom lanskega leta. Na dogodku Parašportnik leta izmed mnogih odličnih parašportnikov izberejo tiste, ki so s svojimi športnimi rezultati najbolj zaznamovali minulo leto. Pa se jih še enkrat spomnimo. Najboljša parašportnica je že drugo leto zapored postala gluha atletinja Leja Glojnarič. Svoj največji uspeh v lanskem letu je dosegla na Evropskem prvenstvu na prostem, postala je evropska prvakinja v skoku v višino, v skoku v daljino in v mnogoboju, ter evropska podprvakinja v teku na 100 metrov z ovirami. Parastrelec Franček Gorazteršek pa je nagrado za najboljšega parašportnika prejel že 7. V lanskem letu je v streljanju zračno puško stoje postal evropski prvak. Osvojil je tudi 3. mesto na svetovnem prvenstvu in pridobil kvoto za nastop na svojih že 4. paralimpijskih igrah. Najboljša ekipa pa je postala ženska reprezentanca odbojke sede, ki že več kot četrt stoletja sodi v evropski in svetovni vrh. To so v lanskem letu potrdile tudi z naslovom evropskih podprvakinj. Dekleta pa so še vedno v igri tudi za nastop na paralimpijskih igrah. Najboljša parašportnica in parašportnik sta priznanje prejela iz rok predsednice države. Priznanje najboljši ekipi pa je podelila predsednica državnega zbora. Jaz mislim, da vsi mi, ki nimamo nobenih telesnih hib, sploh ne vemo, kako zelo pogumni so ti ljudje, kaj vse naredijo, da dosežejo te vrhunske športne rezultate, saj ne da bi podcenjevali druge športnike, ampak mislim, da vseeno ta srčnost, ta tekmovalnost, to premagovanje ovir, ki ga izkazujejo parašportnice in športniki, je res samo pohvale in spoštovanja vredno. Z največjim veseljem se zato vsako leto udeležim te prireditve in vedno sem hvaležna, da mi omogočijo, da podelim nagrade najboljšim. Tudi nisem sploh pričakovala, da bom že drugo leto zapored postala parašportnica leta in to mi zelo veliko pomeni, saj imam tudi večjo motivacijo in samozavest in zato bi tudi rada v prihodnje še čim bolj potrudila. Je veselje, je spoštovanje. Predvsem se moramo zavedati, da v tako vrhunski konkurenci parašportnikov, ki jih ima Slovenija, da postaneš najboljši med najboljšimi, je to posebna čast. Ja, počaščene, da smo prejeli ta naziv, res ena lepa potrditev za vso delo. Mislim, da pišemo eno res lepo zgodbo in verjamem, da bo konec tudi paralimpijsko obarvano. Na dogodku Parašportnik leta pa se z različnimi priznanji zahvalijo tudi vsem ostalim parašportnikom in njihovim trenerjem, ki so v minulem letu dosegli izjemne rezultate na tekmovanjih najvišjega ranga. Bistvo tega dogodka je predvsem to, da se parašportnikom preklonimo v domačem slovenskem okolju in da jim damo veljavo in damo čast in seveda podporo, kot imamo v strani predsednice državnega zbora, pomeni tem našim športnikom res ogromno. Pomembna pa je bila tudi udeležba najvišjih članov Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez, ki daje močno sporočilo še tesnejšega povezovanja olimpijskega in paralimpijskega gibanja, športa in parašporta na vseh ravneh. To je šport, en in drugi smo veliki prijatelji, veliki partnerji. Pomembno je, da tudi
nacionalne panožne športne zveze, različni športi v Sloveniji na nek način že tudi razvijajo tudi parašport znotraj tega in da se stvari prepletajo. Si pomagamo in zelo lepo je bilo danes gledati to prireditev. Podelitev najvišjih priznanj je sicer pogled nazaj, a je hkrati tudi optimističen pogled vnaprej. Sploh, ko govorimo o priznanju za najbolj obetavne mlade parašportnike. Letos sta to postala ambasadorja programa Postani športnik, igralka odbojke sede Tija Vrhovnik in igralec košarke na vozičkih David Škorjanec. Brez dobre ekipe mislim, da danes tule ne bi stala, sem pa počaščena za to priznanje, predvsem za vsa leta, ki sem jih namenila športu, da je bilo tudi to neko potrditev mojega dela. Je nek pokazatelj, da delaš prav, da pazijo tudi drugi, tudi samo tebe, ne samo kot ekipo. Čeprav je meni veliko lažje, zato ker imamo res dobro ekipo in imam veselje, motivacijo, potem pa še takšna nagrada, ki ti samo še da dodatni zagon za delo naprej. Vsem našim parašportnikom, njihovim trenerjem in vsem, ki predano delujejo v parašportu, želimo še eno lepo, uspešno športno leto, ki bo v veliki meri v znamenju Paralimpijskih iger v Parizu. In smo nazaj na smučišču Rogla. To pa zato, ker se odvija prvi zimski paralimpijski tabor za družine. Sonce, sneg, dobra družba in za marsikoga prvi smučarski zavoj. Tudi zame na biskiju. Dobrodošli na zimskem paralimpijskem taboru. Paralimpijski tabor za družine so aktivne športne počitnice, kjer so v ospredje postavljeni otroci in mladi z različnimi vrstami invalidnostmi, kjer skupaj s svojimi družinami spoznavajo nove parašporte, se družijo, zabavajo in izmenjujejo izkušnje. In tako je bilo tudi na prvem zimskem paralimpijskem taboru, ki se je odvil na smučišču Rogla. Jaz sem prišla na ta tabor zato, da sem malo več z družino, pa da spoznam malo več teh športov zimskih poti. Roman se je zelo dober, pa prišel sem zato, da probam, kako je na zimskem taboru, pa da se bolj naučim smučati. Na letošnjem prvem zimskem paralimpijskem taboru za družine smo dali velik poudarek smučanju. Praktično vsi so poskusili smučanje, bodisi v biskih ali pa hodeči na običajnih smučeh. Se povezali z Zvezo paraplegikov, ki vsako leto organizira tabor na Rogli. In smo v bistvu združili moči oziroma so nam kar odprli nekaj vrat in organizacijsko pomagali, da smo prišli do opreme, do biskijev. Za vse, ki potrebujejo voziček, je smučanje zaradi zahtevnejše in dražje opreme ter spremstva pomočnika še težje dosegljivo. Zato so si na taboru še toliko bolj želeli izkušnjo smučanja omogočiti čim večjemu številu otrok. Mi, ki smo gibalno verani, tako tudi spoznamo malo, kako je to smučati, pa kako so malo drugih, da smučajo tako. Mi je zelo všeč, ker je pač malo adrenalinsko. Prvi del dneva je bil rezerviran za smučanje. Popoldnevi pa so ponujali obilico športne in družabne zabave. Od plesa, curlinga, boče do kemijske delavnice in različnih družabnih iger. So zelo lepe aktivnosti. Včeraj mi je bilo všeč, ko smo imeli plesno delavnico. Ana Marija že smuča že dolgo, skoraj 6-7 let. Hočemo tudi, da gre vedno na boljše. In družba je super, tudi učitelji so ful pomagali in smo dobili res fajne informacije, res. S smučanjem pa je bil povezan tudi obisk paralimpica. To je bil naš odličen parasmučar Jernej Slivnik, ki mi je predstavil svojo življenjsko in športno zgodbo. Vesel sem, da se jih je tukaj izbrali že vseh na kempu, da je prvi tudi zimski kemp, da pač niso predstavljeni samo pač poletni parašporti, ampak tudi zimski.
Otroci pa so lahko preizkusili tudi Jernejevo profesionalno smučko. Zelo mi je všeč, pač, ko spoznaš nekaj novega, ko probaš nekaj novega in to me veseli. Jaz smučam že 5 let, zelo rada smučam. V bistvu mi je bilo zelo dobro slišati zgodbo od Jerneja. Lažje njim kaj povem, ker smo mogoče v podobni situaciji. Upam, da sem mogoče koga navdihnil, pa se mi kasneje priključi. Paralimpijski tabor za družine je v prvi vrsti prostor in čas namenjen mladim z različnimi invalidnostmi. A je istočasno lahko tudi priložnost, da si nekaj časa zase vzamejo tudi njihovi starši. Danes smo si sploh mame vzele kar čas za sebe, tako da smo šle same smučati, pa smo šle pa še popoldne same laufati, tako da je bilo res, moram reči, da dan za nas mame, no, in smo kar zelo uživali, smo se vse strinjali v tem. Nekaj vtisov z prvega zimskega paralimpijskega tabora za družine smo vam uspeli pričarati. A saj veste, največ se spozna in doživi v živo. Šport nam prinaša veliko lepega. Je zdrav, je zabaven in je družaben. Lahko pa je tudi odličen način preživljanja prostega časa znotraj družine. V športnem duhu smo obiskali družino Sajovic. Živjo, jaz sem Meta. Živjo, jaz sem Uroš. Jaz sem Marija in to je moj kaka in da bo nas potnik. Šport je pomemben del njihovega vsakdana, pa naj bo za zdravje, druženje ali sprostitev. Ovire pa so zato, da jih premostiš, pravijo ob dejstvu, da ima mlajša hčerka Marja cerebralno paralizo in tako za vsakodnevno življenje, kot tudi za šport potrebuje invalidski voziček. Šport nam je zelo pomemben, vendar pa ga moramo glede na Marino diagnozo in njen hendikep prilagajati. Poskušamo vse sorte načine, improviziramo, kaj bi se lahko z Marijo počeli. Ne vem, sanke smo nekaj dodelali, predelali. Letos smo si dokupili za kolesarsko prikolico tudi smučke, tako da gremo lahko tudi teč. Res iščemo vse možne načine prilagoditev pripomočkov, da Mariji omogočimo čim več športa. Tako Meta kot Uroš sta športu predana že od mladih let. Jaz mislim, da so začetki že v moji osnovni šoli, ko sem začela 8-letno športno pot v teku na smučeh. Tako da sem se kasneje tudi rekreativno ukvarjala z vsemi športi, kar mi je prišlo na pot od tenisa, odbojke, gorskega kolesarjenja. S športom se ukvarjam že od malih nog, odkar vem. Ja, v športu se sprostim, pustim tiste vsakdanje težave nekje drugje. Narava me sprošča. In iz tega pol tudi seveda izvira, da z družino preživljamo zdaj čas v naravi in se probamo s čim več športi tudi ukvarjati. Svojo ljubezen do aktivnega življenja pa sta prenesla tudi na Marijo. Ja, drugače pa tudi rada piški, pa. Še kakšnega drugega? Ja, boča pa kari. A si ti povedala, da že na 2 ljubljanskih maratonih tekla? Ja sem tudi na Maskem, malo tudi s vežitkom, ki mi jih ful všeč. Smo ji poskušali predstavljati že kot majčkani športe, od teka na smučeh, ko smo jo dali na smuči, ko je bila še v vrtcu, je šla prvič na biski, do tega, da smo šli, ne vem, sankat in tako naprej. No. Jaz mislim, da je skozi to tudi ona potem vzljubila ta del preživljanja časa v naravi. No. V športu pa še toliko bolj uživa, ko se lahko z njim ukvarja sama. Smo imeli možnost dobiti kolo na ročni pogon, da smo se ga izposodili v šoli, ga imamo doma in Marija, moram reči, da je zelo navdušena, ko gre lahko na dvorišče in sama to počne. Tako da tudi, ko smo jo dali na tek na smučeh, ko smo jo prav smučke dali na noge, moram reči, da je bilo to čist nekaj drugega, kot pa, ko jo mi posedimo v prikolico in jo mi vlečemo. Tako da sigurno je navdušena takrat, ko nekaj sama individualno lahko počne. Zato tudi stremimo k temu, da bi najdali en šport, kjer bi ona probala razviti večjo samostojnost pri sebi.
Se pravi, da naj jo dejansko ne rabi zraven, ampak nekaj lahko počne sama. Socializacija kot prvo, sigurno, in samostojnosti, ki bi jo s tem pridobila, in pa njenega veselja, ko jo vidiš v učkih, kako je vesela takrat, ko nekaj lahko sama dela. Takrat sem jaz se tako navdušena nad plesom in jaz bi rada pisala, ker je Brina not. Ples in plesalko Brino, kot še številne druge parašportnike in parašporte, je Marja spoznala na paralimpijskem taboru za družine. V bistvu so te tabori za vse nas tri, no. Nam rekla, da je samo za Marijo to, ampak v bistvu gremo vsi radi, zato ker so tam družine, ki imajo podobne težave, kot jih imamo mi, ali pa podobne radosti, kot jih imamo mi. Tako da, ja, se podružimo starši, v osnovi pa jaz mislim, da spet iščemo družbo vrstnikov, da se ti otroci lahko med sabo podružijo, spoznajo in kasneje, jaz pravim, postane tudi lahko dobri prijatelji. Marja pa ima še eno športno ljubezen. Tudi športna navijateljica. Rada gledam vse športne dogodke, najbolj pa skoke, pa smutanje, pa rokomet. In še proti cilju drvi, res dobro zna drseti in Marja Sajovic prihaja v cilj. V parašportu veliko vlogo odigrajo tudi njegovi podporniki, ki z različnimi oblikami pomoči nudijo in soustvarjajo pogoje za dostopnejši šport tudi ljudem z različnimi potrebami. Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Center Iris, je letošnji prejemnik donacije Deluxe podjetja Lidl. Podjetje Lidl vsako leto nameni del sredstev od prodaje izdelkov iz svoje premium blagovne znamke Deluxe v obliki tradicionalne donacije otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo pomoč in podporo pri zdravljenju ali razvoju. Ja, vsekakor smo bili najprej izredno veseli, presenečeni, da so izbrali ravno Center Iris. Predvsem bomo pripomočke dali otrokom v inkluziji, bele palice, zvočne kalkulatorje, geometrijski pribor. Vse to so stvari, ki so sicer izredno dragocene za otroke, pomembne za samo izobraževanje, sicer pa tudi finančno kar velik zalogaj. Smo veseli tudi laserskega gravirnega stroja, ki smo ga dobili. Ta nam bo pomagal pri izdelavi pripomočkov, gradiv, družabnih iger za slepe in slabovidne. Poleg učnih so prejeli tudi nove športne pripomočke in športe prilagojene slepim in slabovidnim tudi predstavili na mini športnem dnevu. Gre za ustvarjanje boljši svet, pobuda, trajnostna pobuda, ki jo pač izvajamo z različnimi aktivnostmi. Del tega so tudi te donacije. Danes smo podarili donacijo v vrednosti 20 000 evrov Centru Iris kot pomoč mladostnikom in seveda otrokom z posebnimi potrebami, kot so slabovidnost in pa tudi otroci z avtizmom. In seveda upamo, da jim bo tudi pomagalo pri učenju in pri njihovem nadaljnjem razvoju. Mladi perspektivni slepi tekač Robi Kogovšek je šolo obiskoval v Centru Iris. Danes pa svoje športne izkušnje tudi že predaja naprej kot ambasador programa Postani športnik, skupaj s svojim trenerjem Romanom Kejžarjem. Danes imamo tu en tak, bom rekel, športni dan. Imamo tle različne poligone, da nekako mlade osveščamo v različnih športih, kaj lahko počnejo, tako da so zanimive zadeve. Te športe že poznam, ker sem že 3 leta na tej šoli, pa se kdaj tako igram. Nosil sem jaz očala, s katerim nisem mogel videti, pa sem vse poligone preskočil. Malo sem že to sprobal, pa ja, je fajn na novo sprobati spet, zabaven je. V Centru Iris, kjer se trenutno šola 30 slepih in slabovidnih otrok ter 47 otrok z avtističnimi motnjami, poleg tega pa pomoč zagotavljajo še 350 slepim in slabovidnim otrokom po vsej Sloveniji, so donacijo sprejeli z odprtimi rokami.
Zdaj pa se ustavimo še na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer so otvorili razstavo o zgodovini parašporta v Sloveniji. Razstava nas slikami in besedo popelje skozi zgodovino slovenskega parašporta, njegove največje uspehe in pomembne mejnike. Na otvoritvi pa sta nam predstavljeno vsebino še bolj približala predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije Slovenskega paralimpijskega komiteja Damjan Lazar in dobitnica zlate paralimpijske medalje v paranamiznem tenisu Mateja Pintar Pustovrh. Razstavo so zasnovali ob 60-letnici Zveze za šport invalidov Slovenije Slovenskega paralimpijskega komiteja. 60-letnica naše zveze je bila v letu 2022, ampak kljub vsemu menimo, da lahko osveščamo in nekako obveščamo splošno slovensko javnost v parašportu, v našemu razvoju, kadarkoli in ni nekako časovno omejena, zato bo ta razstava krožila še po Sloveniji in jo bomo videvali še v drugih krajih, upam, da tudi v drugih fakultetah. Otvoritev razstave na Pedagoški fakulteti v Ljubljani pa je pomembna tudi z vidika, ker se tu šola nov pedagoški kader. Tudi na Pedagoški fakulteti imamo študij specialne in rehabilitacijske pedagogike, kjer tudi predstavljamo študentom šport invalidov. Čas je res izjemen, ker imamo tudi v petek in soboto informativni dan in bomo tudi novim študentom, ki se bojo odločili za ta študij, ali pa mogoče tudi študentje, ki imajo recimo razredni pouk, se odločijo, ali pa predšolska vzgoja, torej da bojo si lahko pogledali vsebine, ki so vezane na šport invalidov, tako da bomo res široki javnosti lahko to predstavili. Razstavo si lahko v prostorih Pedagoške fakultete v Ljubljani ogledate do 1. marca. Oddajo zaključujemo na snegu v Kranjski Gori v veseli družbi udeležencev zimskih iger specialne olimpijade. Veliko dobre volje, smeha, športne zagnanosti in spodbujanja drugega, to so prizori športnih iger specialne olimpijade. Tokrat so tekmovali in se družili v Kranjski Gori na že 17 zimskih državnih igrah. Zelo rada sem na snegu, zato ker je pač več različnih aktivnosti, več športov, več se lahko naučiš, več znaš. Rada počnem, da se skijem, da krpljam, da se družim s prijateljicami, skozi v redu. V 2 dneh se je 155 športnikov, ki je prišlo iz 29 različnih šol, zavodov in centrov iz vseh koncev Slovenije, ter nekaj gostov iz tujine, pomerilo v teku na smučeh, krpljanju in v alpskem smučanju. Tukaj na smučišču Brsnina je potekal alpski del tekmovanja. Pogoji so bili odlični, lepo vreme, dober sneg, tako da zadovoljni, zelo zadovoljni. Super proga pa lahka proga. To je moj najljubši šport, pa drugače se pokvarjam še z drugimi športi tudi, v prostem času. Pa družba, mislim druženje samo tudi potekam. V Ratečah pa so tekli na smučeh in na krpljah. Pač na snegu mi je všeč, ko rad tečem, rad laufam, skating, treniram. Za mene so športi najboljši, ko pa kaj drugega. Krpelj sem tekla, rada imam šport, zato kolada ful tešem pa, kako sem biti masna. Lušten je, da se imam odlično. Naši športniki so znani po tem, da tudi takrat, kadar jim ne gre, vse sprejmejo z obilo dobre volje in z nasmehom. Res, da kdaj tudi kakšno solzico potočijo, ampak na koncu mislim, da so vsi zadovoljni. No? Tudi znajo ceniti to, da se lahko takih tekmovanj udeležujejo. Še posebej, kadar je poleg tekmovanj veliko prostora tudi za druženje. Pravimo, da pa specialna olimpijada je vendarle način življenja in zato enako šteje in enako pomembno tudi vse, kar paše zraven. In zraven gre ples, zabava, veselje, druženje, spoznavanje novih prijateljev in seveda tudi zdravstveni program, v okviru katerega smo letos posebno skrb namenili pregledu oči, tako da zdaj bolje vidimo.
Najbolj pričakovan del pa je podelitev medalj. Tokrat so jih prejeli iz rok legend slovenskega športa, nekdanjega smučarja Jureta Koširja in veslača Iztoka Čopa. Tekmovanje in medalje imajo vedno poseben naboj. Tokrat pa še toliko bolj, ker dobre uvrstitve že štejejo kot kvalifikacije za nastop na svetovnih igrah specialne olimpijade prihodnjo zimo v Torinu. Današnjo oddajo zaključujemo z udeleženci prvega zimskega paralimpijskega tabora za družine na Rogli. Tukaj z mano sta Kornelija in Luka. Kornelija, povej mi, kako si se imela danes? Zelo dobro. Dobro. Luka, se vidimo naslednje leto? Ja. Sedaj pa vam mahamo v pozdrav do prihodnjega leta in seveda ne pozabite tudi na poletni tabor za družine v Laškem. Vabim vas k ogledu oddaje Tempo v naslednjem mesecu. Se vidimo!